Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Pomlad je čas za čistilne akcije. Ko skopni sneg, se namreč po naravi pokažejo smeti in umazanija in za turistične kraje je seveda prav, da se jih čim prej odstrani. Včeraj so rokave zavihali člani in članice Turističnega društva Kranjska Gora. Člani Turističnega društva Kranjska Gora vsakoletno tradicionalno organiziramo čistilno akcijo. Naša trasa poteka od Petacovega mosta pa do kopališča oziroma do jezera Jasna, tako da smo se tudi letos zbrali nekaj prostovoljcev. Prioritetna naloga je, da pred poletno turistično sezono vsi skupaj poberemo čim več smeti. Z leti res opažamo, da je teh smeti, plastenk, pločevink manj kot v preteklih letih. Ljudje so postali z leti bolj ekološko osveščeni, je pa seveda prav, da opozorimo tudi na vsa divja odlagališča, ki se na posameznih poteh nahajajo. S tem seznanimo pristojne strokovne službe, Komunalo Kranjska Gora in seveda vsi skupaj poskrbimo, da se turisti in pa seveda domačini najdemo v prijetnem in v čistem okolju. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so v petek odprli gostujočo razstavo Solčavsko harmonija treh dolin. Razstava je prva iz niza etnološko-zgodovinsko zasnovanih razstav, ki jih pripravljajo na temo Gore in človek. Z njimi želijo predstaviti sožitje človeka s pokrajino, ki je pomembna za varstvo in trajnostni razvoj vzpetih območij Slovenije. Košata Raduha, Visoka Ojstrica, Gorata Rinka in Zobata Olševa. Povzdigajte Slovencem bistre glave, naj bodo vrli sinih slave. Tako je zapisal Anton Martin Slomšek odo Solčavskim planinam. Ob svojem zadnjem obisku Solčave 1861. slovo Solčavskim planinam. Na kranjskogorskih smučiščih so že začeli poletno sezono. Upajo, da bo vsaj tako uspešna kot lanska in da jim bo seveda naklonjeno tudi vreme. Poletno sezono smo na smučišču Kranjska Gora pričeli letos 27. aprila. V času prvomajskih praznikov smo bili dobro obiskani, predvsem v tistih dnevih, ko je bilo lepo vreme. V mesecu maju trenutno obratujemo od petka do nedelje od 9. do 17. ure. Zadnja vožnja sedežnica Vitrancena je ob 16:45 uri in seveda glede na obiskanost destinacije in tudi Kranjske Gore pričakujemo tudi v mesecu maju lep obisk naših pohodnikov, lep obisk ljubiteljev adrenalina in obiska našega poletnega sankališča in pa seveda tudi našega Bedančevega doma in pa kolesarskega parka, ki z leti postaja vse bolj prepoznaven v bližnji okolici, v tujini in pa seveda tudi po Sloveniji. Lahko povemo, da ponujamo svojo sezonsko kolesarsko vozovnico in da smo že tretje leto člani Gravity Card, kar pomeni, da je v tej Gravity kolesarski sezonski vozovnici vključeno 16 evropskih kolesarskih parkov in seveda je med njimi tudi naš kolesarski park Kranjska Gora. Drage gledalke in gledalci, zdaj le prelistajmo še koledar prireditev. Muzejski večer Presežni svet na Uršlji gori s Sebastianom Oblakom bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v petek ob 19. V soboto bo v Planini pod Golico prireditev Miss Narcis. Izbira najlepše med narcisami ima tradicijo že vse od leta 1965. Popoldanski program bo namenjen tako otrokom kot tudi odraslim, nastopil pa bo rock and band. V soboto ob 11. bodo odprli infotočko v Koči na Golici.
Dmit v soboto 19. maja vabi na 156. pohod jeklarjev Slovenije in obenem 10. Telcerjev spominski pohod na Uršljo goro. Organizator pohoda so planinski vodniki Metal Ravne. Odhod avtobusa bo o 5. uri iz zgornje postaje na Hrušici, pobiral pa bo potnike vse do Radovljice. Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča člane, da sprejema prijave za kopalni dan v Terme Ptuj, ki bo v četrtek 17. maja. Odhod avtobusa bo z Hrušice ob 8. uri. Prijave z vplačilom sprejemajo na sedežu društva v času uradnih ur. Ženski pevski zbor Večerna zarja letos praznuje 36 let delovanja in deluje v okviru Društva upokojencev Javornik Koroška Bela. Želja vseh članic zbora in zborovodje je, da se pevski zbor poveča, zato vabijo medse nove članice. Pridite v torek 15. maja od 9 do 10:30 v dom Društva upokojencev na Slovenskem Javorniku. V primeru, da se na ta dan ne morete oglasiti, pa se povežite s pisarno društva, ki ima uradne ure vsak torek dopoldne, v istem času, ko ima vaje tudi pevski zbor. Planinsko društvo Jesenice sporoča, da sta planinski postojanki Koča na Golici in Koča pri izviru Soče v Trenti odprti. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Imejte se kar se da lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!